Skupno branje odraslih in otrok je pomembno za celostni razvoj otroka, kar pomeni, da na eni strani vpliva na njegove spoznavne zmožnosti, med katerimi bi rada posebej izpostavila govor, potem različne izvršilne funkcije, zlasti pozornost, potem domišljijo, vpliva tudi na predpisalne in pa predbralne zmožnosti in na učenje kot celoto oziroma šolsko uspešnost otrok. Po drugi strani pa skupno branje vpliva tudi na ta socialno-čustveni del otroka, kar pomeni, da otroku omogoča, da preko junakov in junakinj v zgodbah spoznava različne poglede različnih ljudi na iste probleme, da se uči empatije, da se uči moralnega vrednotenja in razsojanja, kar vse pravzaprav dela tako na ravni realističnih besedil, kot seveda tudi domišljijskih. Avtorice knjige Skupno branje odraslih in otrok smo poleg pomembnega vpliva skupnega branja na razvoj in učenje otrok posebej izpostavile tudi tako imenovano kakovostno branje. Edino kakovostno branje lahko prispeva k vsem naštetemu in pa seveda pomen pogostosti branja in zlasti zgodnjega začetka branja. To zgodnji začetek branja pomeni začetek v obdobju dojenčka in potem skozi vsa razvojna obdobja, tudi v obdobju, ko otrok v prvih razredih osnovne šole že zna brati, je pomembno, da mu tudi odrasli beremo. Hkrati pa smo nekaj več napisali tudi o tem, kako se skupno branje papirnatih knjig povezuje tudi z branjem e-knjig oziroma v nekem delu dopolnjuje in kako se pravzaprav v to skupno branje vključujejo vsebine, ki jih lahko otroci skupaj z odraslimi gledajo na zaslonih oziroma te vsebine prenašajo tudi v druge dejavnosti, kot je na primer risanje, pripovedovanje, simbolna igra in podobno.